Za Slow Anime portal DJ Uvan, z nami je Dano the Translator, aktivni prevajalec v slovenski C-Sub skupini. Torej, Naruto the Translator, povejte nam, kaj je smisel C-Sub skupine, zakaj se zavzema, mogoče kakšni nadaljnji prihodnji načrti? Torej, C-Sub je slovenska prevajalska skupina, ki se ukvarja s prevajanjem animejev. Naš moto oziroma naš nekakšen smisel je, da prevajamo animeje v slovenski jezik, spravi ali iz angleških podnapisov ali direktno iz japonskih. Namen skupine je razširjanje animejev čez slovensko, mogoče tudi kje okoli meje, če gledajo mogoče slovensko prevedene animeje, ne. In radi bi razširili anime, ker smo ljubitelji animejev in mang seveda. Kakšni zadnji projekti, kakšni zelo uspešni projekti, popularni, ki so uspeli preko C-Sub skupine? No, uspešni, takole bi rekel. Pred kratkim smo dobili ponudbo iz mariborskega kina Udarnik, ki je predvajal naš projekt Evangelion, se pravi prvi film in drugi film. To se je zgodilo 26. decembra 2010. Tako da mi smo s tem kar zadovoljni, sicer pa so naši projekti, se pravi vsi, pripravljeni čez ves internet. Odziv je precej dober, recimo, glede na vso populacijo anime gledalcev v Sloveniji, mislim, da bi rekel tam nekje petina, se pravi neskritih, odkritih, se pravi in z anime foruma, kot je Sloanime, Anime Slovenije in tako dalje, bi rekel tam 200 do 300 populacije redno spremlja slovensko podnaslovljene epizode, se pravi naše release. Kako pa ostali ljubitelji sprejemajo te podnaslovljene, je to v redu, ni v redu, ali so zelo navezani na angleške, originalne, brez podnapisov? No, zadeve stojijo kot pri vsaki stvari, ne. Imamo določene ljubitelje in določene ljudi, ki sovražijo. Jaz sem dobil že različne odzive od ljudi, ne. Nekateri so recimo prej gledali angleške in so nato preklopili na slovenski in sem dobil odzive, da so v bistvu slovenski nekako boljši, ker v bistvu bolj razumejo, ne. Angleški jezik je recimo nekako drug jezik Slovencev, ampak vseeno, ne razume vsak enako, ne. Nekateri so bolj za jezike, nekateri manj, nekateri bolje razumejo angleščino, drugi manj. In ja, dobil sem že zelo dobre odzive, recimo projektih, kot so Dragon Ball Kai, ki je v bistvu nekakšen naslednik Dragon Ball Z-ja oziroma Dragon Balla, ki se predvaja tudi na slovenski televiziji, zato je tudi pri tem recimo največ dol potegov z različnih torrent strani, a ne. In ja, zaradi tega je dosti bilo odziva recimo, ne, kar se tiče Dragon Balla, tudi pri Narutu, s tem so recimo zelo zadovoljni. Potem, kar se tiče, vedno bolj se pravi, ko se razširijo animeji v Sloveniji, ne, se to gledamo vsakim dnem posebej, so vedno bolj razširjeni tudi v medijih. Se v bistvu gledajo tudi različni naslovi, kot so Death Note, različni anime filmi. Fate Stay Night smo recimo izdali, je bil kar zelo popularen. Pa od One Piecea do recimo, zdaj je čisto nov projekt Clannad, me res zanima, kakšen bo odziv, ker je recimo eden boljših animejev zunaj, a ne. In me res zanima, kakšen bo odziv, ampak kar se tiče dobrih odzivov, ja, dobil sem precej dobrih odzivov. Na podnapise v bistvu sem dobil nič oziroma zelo malo slabih odzivov, recimo kar se tiče prevoda. Slabe odzive glede na slovenski oziroma primerjavo slovenskega in angleškega prevoda dobivam, da je recimo angleški jezik, to je največkrat podan odziv, da je angleški podnapisi so boljši, brez kakšne utemeljitve. Mogoče so že preveč navajeni, že več let spremljajo z angleškimi podnapisi in jasno je, da jim je slovenščina preblizu oziroma nekako premalo utemeljen jezik v svetu, ki ga gledajo, spravo. Ja, je premalo utemeljen v anime svetu, ampak mislim, da v slovenski jezik v nikakršni meri ni slabši od angleškega, tako da in pa recimo drugi odziv, ki ga dobim, je, da se učijo angleščine iz animejev, a ne. Mislim, da kar se tiče podnapisov, se je zelo težko učiti jezika, če ne poznaš govornega jezika, ne, in to je japonščina v animejih, oziroma vsaj praviloma ne bi bil. Kar se tiče sinhronizacije, ne bom komentiral, ker je ne podpiram, ampak ja, kar se tiče japonskega jezika, če ne poznaš prvotnega govornega jezika, ne moreš tudi poznati prevoda, ne, oziroma ne moreš reči, da je prevod pravilen, če ne poznaš govornega jezika. Tako da ja, glede tega bi rekel, da mogoče malo neutemeljeno, ampak
verjetno je to že malo navajenost teh ljudi, ki gledajo dnevno anime z angleškimi podnapisi, tako da dajo se slabše prepričati, ne. Kateri je pa tvoj najljubši od slovensko prevedenih animejev? Zdaj osebno, kar sem jih jaz prevedal, vse projekte. Osebno. Osebno. Mogoče mi je še najbližji zdaj čisto nov projekt Klanac, ker mi je res tudi anime med najljubšimi. Na njem sem res delal tako recimo pol leta v presledkih, ampak sem se res trudil z njim in me pač zelo zanima zdaj odziv. Sicer je zunaj šele 2 dni, ampak me res zanima odziv pač občinstva. Moram reči, da je eden projektov, na katerih sem se najbolj trudil, na katerih sem najbolj delal. Tudi kar se tiče sloga, slovnice in tako dalje. Potem bi bil recimo zadovoljen tudi z Evangelionom, oziroma z vsem, kar se zdaj prevaja v kinih, a ne. Recimo glede drugega filma Evangelion, You Cannot Advance, mislim, da je, a ne. In ja, dobil sem dober odziv gledalcev, ki so gledali v kino, a ne, ki niso pač ne gledajo slovenske podnapise tako splošno, ker jih je pač primanjkuje, to je logično, a ne. Slovenske podnaslovljalcev je zelo malo. Tudi seveda, ker je malo populacije v Sloveniji, je težko najti ljudi, ki pač so voljni dati svoj čas za prevajanje oziroma za druge. Kar se tiče tega, ja, Evangelion je bil zelo dober odziv, moram reči. Potem Tokio Kakeru Shoujo, sicer ni moj prevod, ampak prevod naše prevajalke, sicer tudi zelo priznane v širši populaciji slovenske anime skupnosti. Petre, ne vem, če lahko omenjam po imenu, upam, da mi ne bo zamerila. Ja, glede tega, anime film mi je bil zelo všeč, se pravi, Dekle, ki je potovalo skozi čas. Podnapisi so bili vrhunsko prevedeni, tako da priporočam ogled 6. decembra, oziroma 6. februarja v kinu Udarnik. Ja, tako da bi rekel, tile 3 naslovi so mi nekako najbližji. Ok, super. Hvala lepa.